večer vsem. Kaj vse je povedala, tako da še sam ne vem vseh teh stvari, ki si jih rekla. Ko sem dobil tale naslov, sem rekel, kdo bo prišel na predavanja o samoljubni žalosti poslušati. Če že smo k temu nagnjeni, potem o tem ne bi radi poslušali. Če pa tega problema nimamo, potem pa to sploh ni zanimiva tema, se mi zdi. Tako nekako so bile prve misli, ki sem jih imel. Ampak, če papež govori o samoljubni žalosti, potem je najbrž prav, da o tem razmišljamo skupaj. Najbrž tale dokument vsi dobro poznate, Veselje evangelija. Je dobro, da ga pokažem, ker smo imeli enega profesorja na Gregorjani, ki ima vedno veliko knjig s seboj, ko je prišel predavati torbo polno, da nam pokaže knjige. In potem je predaval pa govoril, veste, tale knjiga je odlična, tale knjiga morate prebrati, ampak nikoli ni pokazal, da bi rekel, lejte, tale knjiga. Tako jih je imel rad, da se ni spomnil od navdušenja, ker jih je gledal. Se rekel, no, da ne bom pozabil pokazati vam knjigo. Takole bom dal, kar tukaj, če malo prostora je. Tako, če me že naslov ni takoj pritegnil, vsekakor papež me nagovarja in najbrž smo nocoj tukaj zato, ker nas vse nagovarja. Če v tem svetu, ko že nekaj let ves svet govori o krizi, na vseh področjih, takšnih in drugačnih, od ekonomskih pa do moralnih pa katastrof ekoloških, sredi tega sveta, ko tudi v cerkvi ni vse dobro, papež pride in eno od glavnih stvari, ki reče, o veselju vam bom govoril. V prvem trenutku sem včasih imel vtis, kakor da ta papež je na realnih tleh, posluša, kaj se dogaja okrog njega, kako ta svet zares diha, ali gre čisto mimo, ne vidi in ne sliši. Ali pa ravno zato govori o veselju, ker ima odgovor na vprašanje tega sveta. Veselje, tisto pravo in pristno prinaša evangelij. Se mi zdi, da dokument, tako kot je napisan, pravi seveda čas, v katerem živimo, pri poplavi knjig in dokumentov na vseh nivojih in tudi v cerkvi smo se naučili, da kako se piše dokumente in potem imamo dokument za dokumentom, dokument za dokumentom. Če gremo od Vatikanskega koncila naprej, do zdaj pa bi vse dokumente dali v vrsto, ne vem koliko metrov dokumentov bi bilo. Kaj od teh dokumentov zares imamo, je seveda potem drugo vprašanje. Kdo jih sploh pozna? Tako nekako se mi zdi kot država, ki kopiči vse en zakon, še en zakon, še en zakon in milijon zakonov. Kdo sploh pozna zakonodajo, še pravniki ne več, čemu sploh vse to služi. Pa vendar, papež pride pravi, ni čas za dokumente, pa vendar, vzame svinčnik in napiše dokument, pa ne majhen, kar da je bo, koliko strani ima? 184. Torej, pripoveduje. Ne sem dokument, pripoveduje vsak dan pri pridigi in vsak dan nagovarja. Kakor nek studenček, ki vsak dan teče, tam je studenčka voda in vsak dan ljudje pridijo in z tega studenčka pijejo, ker je vedno čista voda. Tako nekako doživljam te njegove nagovore in tudi ta dokument. To papeževo upanje se mi zdi ni nekaj naučenega, ni nekaj teološkega, ni nekaj cerkvenega, nekaj uradnega, ampak nekaj zelo osebnega. Nekaj njegovega, nekaj pristnega, iskrenega, nekaj, ki prihaja od znotraj, nekaj, kar verjame sam in kar nosi v sebi to vero, prepričanje, veselje, lahko to tudi razdaja. Papež začenja ta dokument in pravi, imam velike sanje. Te sanje so, da bi vsa cerkev se spet pognala v misionarski zagon. Ki je možen tak zagon, ki bi lahko preoblikoval vse, da bi navade, slogi, urniki, govorica, vsa cerkvena struktura postali ustrezen prevodnik za evangelizacijo sedanjega sveta.
Kljub temu, da ni čas dokumentov, pravi, tole nekako je program. Če sem izbran za papeža, imam nekaj zapovedati. Tole je moj misel. Rad bi cerkev peljal v to smer. Sposodi si še besede škofov iz Latinske Amerike iz 2007, ko pravijo škofje v Latinski Ameriki, naj v vseh pokrajinah sveta naj bomo ves čas v neprenehnem stanju misijona, da ni misijon tam nekje daleč, ampak misijon je okrog nas. V domači hiši, v domači družini, v predavalnici, v trgovini, na ulici, tam, kjer živimo. Torej, dokument se mi zdi tak, navdihnen, bogat, poln sporočil, zagona, privlačne in žive moči, tiste pronicljive analize časa, družbe in cerkve, nekaj, kar sicer poslušamo vsak dan, pa vendar. Ravno zato se mi zdi, ker dobro pozna, čuti ta čas in prostor, besede nekako sedejo v srce. V temeljnem jedru evangelija žari lepota Božje zveličavne ljubezni, razodete v umrlem in ustalem Jezusu Kristusu. Pravi, to je podgovor. Na ta krik sveta imamo jedro evangelija in v tem jedru evangelija žari lepota Božje zveličavne ljubezni. Poznamo evangelij, hodimo v cerkev, vse nam je jasno, pa vendar. Znotraj tega še žari ta dokument, listi Svetega pisma, evangelijev kot nekaj lepega, blagega, nekaj za srce, nekaj, kar res izzove, nagovori. Zato lahko rečemo, ta dokument ni pastoralni načrt, ampak navdih, tako ga doživljam, ki prihaja tam od zgoraj. Besede iz naslova nocojšnjega predavanja, Samoljubna žalost, so vzete iz evangelija. Rad bi jih malo pokomentiral, ker je ta dokument dan nam vsem ljudem cerkve. Se mi zdi, da bi bilo dobro, da bi ga vsak imel na mizi, pa ga prebral zares. Mislim, da me bo žal, ko je spomladi išel, smo ga v študentski skupini brali tisti uvodnih 18 točk, pa mislim, da je bil tak lep večer, da smo kar nekako nas je potegnil dokument, samo besedilo nas je potegnilo vase. Samoljubna žalost, na začetku smo že slišali ta odlomek, pa bom zdaj nekaj teh besed pokomentiral, se mi zdi, da je prav, da zato smo tukaj. Papež pravi, temu svetu grozi velika nevarnost, ne gre za majhno stvar. Vzdušje na tem planetu ni ravno obetavno, ni nekaj optimističnega, ampak nekaj, kar kot temen oblak nad tem planetom ždi in ni prijetno. Toliko groženj, nekateri se grozijo že s svetovno vojno, z vojnim spopadom, s tiho, hladno vojno in tako naprej, poleg vseh ekoloških katastrof. Ta svet, ki ponuja potrošnjo, pravi papež, mnogovrstno in neznosno ponudbo potrošnje. Zanimivo, neznosna ponudba potrošnje. Vsega imamo na pretek, toliko polic, vsak dan in vsak večer se te police spet spraznijo, tisto, kar treba se na smetišče, da so drugi dan spet sveže stvari. Kaj se dogaja s tem planetom? To je neznosna ponudba potrošnje. Nekaj, kar nas duši vse skupaj. Nekaj, kar je zaskrbljujoče. Nekaj, kar ne moramo kar mimo, če gledamo vse te police. Po eni strani rečemo, kako lepo, imamo izbiro, lahko izbiramo, lahko trošimo, kakor hočemo. Pa vendar, gledamo samo seveda nas, sebe, v tem razvitem svetu, ki ima vseh teh polic polno. Kaj pa vse drugi del človeštva, kjer teh polic ni, kjer niti za vsakdanje preživetje ni nič. Živimo pa na istem planetu, smo ista človeška družina. Papež gleda globalno. Ne more se zadovoljiti s tem našim načinom življenja. Še več, človek v tej neznosni ponudbi potrošnje
ni več človek, ampak postane uporabnik, potrošnik, troši. In na drugi strani so tisti, ki dajo storitve in ponujajo na tržišču. Vsi skupaj postanemo trgovci. Tako nimamo več vrtcev, imamo vzgojno izobraževalne ustanove, nimamo več bolnišnic, ampak imamo zdravstveni sistem, majčken po jeziku in tako naprej bi lahko naštevali na vseh področjih, kje je človek, tam, kjer se srečamo z ljudmi, ne pa po njih vlogah in funkcijah, ki jih upravljamo. Človek znotraj tega kolesja trga postaje sam suženj in ujetnik, ta neznosna ponudba potrošnje. Tako berem ta njegov dokument, tako te njegove vrstice. Pa se mi zdi, da ne gre seveda samo za praktično življenje, mislim, da gre za globoko teoretično zmoto, intelektualno, če hočemo. Da gre za tisto veliko miselno stvar, kako dojemamo sami sebe. Smo res ljudje, samo potrošniki? Bomo res srečni, če bomo več in več imeli v smislu zadovoljevanja svojih potreb? Če kot psiholog berem ali kot pedagog berem razne knjige, v vseh knjigah sodobnih bomo skoraj našli, ko so človekove potrebe zadovoljene, bomo srečni. Poenostavljam, ampak sporočilo, ki ga imamo. Rečemo, ja, do neke mere to drži, ker človekove potrebe niso bile zadovoljene, sedaj kot terapevt moram iti nazaj in gledati, kje je zdaj travma, ker nekaj ni bilo zadovoljenega. In potem rečemo, tam najdemo frustracije, zaradi nezadovoljenih potreb. Po drugi strani pa od te filozofije počasi vendarle kobacamo ven. Pa rečemo, ni v tem sreča, ni v tem bistvo. Ne bomo in nismo srečni, ker imamo vse potrebe zadovoljene. Mnoge potrebe pač niti ne smemo zadovoljiti. Pomembna je frustracija, pomembno je počakati in odložiti zadovoljitev. Navdušil že v času študija psihologije, ko je bil naslovljen On Waiting, počakati. Kako pomembno je, da človek zna odložiti svoje potrebe. Od raziskav, ki so bile delane na tem področju pri majhnih otrocih, ki niso znali, niso zmogli odložiti zadovoljitev potrebe, da bi vzeli bombonček, ko so jim dali otroka bombonček, ko so rekli, jaz grem ven, pridem nazaj, če ne boš vzel takoj bombončka, dobiš 2. Dobra ponudba, ne, za otroka, v nekem trenutku starosti. In so jih opazovali, kaj otrok stori. Eni so počakali, dobili in obraz velik, 2, odlično, ne? Eni so mencali, bi, pa ne bi, pa so zdržali in niso. In so dobili 2 in so bili navdušeni, ker so zdržali. Nekateri tisti še ven ni šel, hop, bombonček je že moj in nobene distance. Takoj je potreba zadovoljena. Nič posebnega. Te iste otroke so potem opazovali v mladosti, mladostnike, ki so potem, kako so preživljali ta čas v odnosu do tistih potreb, ki so mladostniške, v odnosu do droge, v odnosu do spolnosti, v odnosu do mladostniških vprašanj. In tisto, kar so bili presenečeni, je bila tako velika podobnost. Kdor ni razvil možnost počakati v otroštvu, tudi potem v mladosti te distance ni znal ustvariti. Prav je, da so ene potrebe zadovoljene in seveda je zelo narobe, če niso, in je prav, da idemo nazaj gledati, kje je bil človek prikrajšan, da nadomestimo določene potrebe, recimo po ljubezni, spoštovanju, naklonjenosti. Tako je tudi prav, da so ene stvari v nekem trenutku nezadovoljene in kako pomembno je, da ne zadovoljujemo vseh potreb. Človek, ki živi s filozofijo, da bom srečen, če bom zadovoljeval vse potrebe, počasi se nauči filozofije udobja, tako pravi papež. Lagodje je tista filozofija, bolestno iskanje površnih užitkov.
In ko zadovoljujem vse na dosego roke, ni več zanimivo na tem svetu. Kaj pravzaprav naj še pričakujem? To lagodje pa ni cilj sam po sebi. Papež še več pravi, človek postane skopuh. Namreč, doživljam, da ta svet je zato, da mene zadovolji in mi daje tisto, kar je zame potrebno. In če tega nimam, bom prikrajšan, zato drugi ljudje postanejo tekmeci. Skopuško srce, pravi papež, je tisto zagrenjeno srce. In še več, vse to me osami, zapre v moj svet, da ne vidim več drugih tam zunaj. Smo mi v tem našem razvitem svetu, ne vidimo tistih, ki vsega tega nimajo, ki nimajo vsak dan računalnika, ki nimajo vsak dan kaj za na mizo dati za jesti in tako naprej in tako naprej. Ne vidimo, smo slepi. Hkrati pa bomo rekli, kje je doma radost v tem razvitem svetu, ki je poln vsega stvari, zadovoljitve, ali je sreča kje drugje na tem planetu. Nesrečna red se zgodi še bolj, če gremo zdaj čisto z vidika psiholoških procesov, da seveda človek, ki v sebi ne nosi radosti, pričakuje od stvari, da bodo ga zadovoljile, zato kupuje in kupuje in kupuje in s tem hoče zadovoljiti osamljenost, žalost, potrebo po ljubezni, pozornosti. Pravzaprav pa je lačen nečesa drugega, tam globoko v srcu, človeške pozornosti in ljubezni. Tega se pa ne da kupiti. To je pa medčloveški odnos, ki gre ven iz teh parametrov. Vsa ekonomija sloni pravzaprav na tej filozofiji. Če gledamo, odpremo časopise, revije, današnje, gledamo reklame, kaj nam ponujajo in kdo jih je plačal, nemajhne denarje, v kaj bi nas rad prepričal, to rabite in to rabite in to rabite in še več. Če tega ne boste imeli, niste srečni, še več. Če nekaj date nase, če sebe cenite, potem to morate imeti. Če ne, ste zanemarjeni, ste za ostali, niste v redu. Ves čas nam dopovedujejo. Na seminarju o samospoštovanju se te vprašanja malo bolj lotimo. Kako ta občutek nevrednosti skušamo zapolniti s stvarmi od zunaj. Reklame so lahko odlične, pa rečemo odlična ponudba. Pogledam in kupam tisto, kar zares potrebujem. Nerodno pa je, ker se zgodi, da začenjam kupovati zato, ker mislim, da moram imeti. Če ne, nisem v koraku s časom. Me ljudje ne bodo cenili. Sem zunaj mode. Sem zunaj tistih, ki so sprejeti v družbi s to in to obliko. S takšno obleko, s takšnimi čevlji, s takšno frizuro in tako naprej. Dobre so te ponudbe, če seveda mi dajo občutek, da lahko izbiram. Veliko ponudbe, izberem tisto, kar res rabim in tisto tudi plačam pošteno, ker dam nekaj nase. Ko pa se prikrade občutek, če tega ne bom kupil, potem se čutim že vnaprej manj vrednega. Ker pomeni ni več izbire, postanem suženj trga. In koliko ljudi je suženj trga. Zato papež pravi, ne vem, če zato, tako jaz razumem, postavi nekaj nejo, ne ekonomiji izključevanja, ne novemu malikovanju denarja, ne denarju, ki vlada namesto, da bi služil, ne družbi neenakosti, ki rojeva nasilje. Če bo kdo bral knjigo, tam so točke 52 do 60. Takšni zgovorni neji, odločni, tolikokrat je to že ponovil in seveda nič ni navdušen nad kapitalizmom in trgom, ki bi bil kar to neka rešitev za človeštvo. Pravi, ne, to ni krščanski pogled na svet. Kadar se notranje življenje zapre v lastnih koristih, ni več prostora za druge, ni posluha za uboge, ne poslušamo več Božjega glasu, ne uživamo več blagega veselja njegove ljubezni, ne utripa navdušenja za dobro. Še vedno ta začetni odstavek. Kaj vse usahne, česa več nisem sposoben, razmišlja papež. Ni posluha za uboge, ne poslušamo več Božjega glasu,
Kje naj ga slišim? Ga sploh še iščem? Ne samo krščanstvo, vse religije na nek način doživljajo velik upad. Ali pa fundamentalizme, ker seveda ni poslušanje Božjega glasu, ampak nečesa drugega. Ne uživamo več blagega veselja njegove ljubezni, ki je tisti notranji občutek, ne toliko ideje, ampak a doživljam tisti blago veselje Božje ljubezni. Čutim, ne čutim, sploh iščem, sploh zavedam, da to obstaja, a je to čista tuja govorica. Sicer govorimo veliko o Bogu, ki je ljubezen, ampak to lahko ostane čista ideja. Ampak a tudi doživljam, da Bog ljubi vsakega od nas, ki smo tukaj nocoj. Je to tisti občutek, ko gremo spat zvečer, nocoj čutim, doživljam, se spomnim, da me je danes Bog ljubil, da me ta trenutek ljubi. Pred Najsvetejšim, vsak ponedeljek imamo, nekateri se tukaj se dobimo v Marijini kapeli in kolikokrat kdo potem reče, tako lepo je bilo tam pred Najsvetejšim. Ko nekaj človek začuti Božjo navzočnost, tisto notranjo prisotnost Boga, tam je mir. To seveda ne bo dal noben predmet, noben izdelek, nobene trgovine, nobene tovarne. To se dobi nekje drugje. Ampak če ta občutek usahne, se človek znajde tako sam, ker več nisem povezan. In to je tisto. Če sem zaprt, če se to usahne, pravi, potem ne slišim ubogega. V odlomku smo brali na začetku, da tisti mladenič ali bogataš odide potrt in žalosten, kajti imel je veliko premoženje. Ne more pomisliti, da bi to delil z drugimi. In če ne morem pomisliti, da bi delil z drugimi, če mu to služi, sam ne bom vsega porabil. Zakaj sploh imamo stvari? Zakaj kopičimo stvari na enem mestu? Ko sem se učil angleščine na Irskem, preden sem šel študirati filozofijo, smo imeli, veste, kako to izgleda, konverzacijo, pa iskanje novih besed in profesorica nam rekla, katera je najbolj važna beseda za vas. In seveda smo razmišljali, katera beseda je zame najbolj pomembna. In en fant iz Latinske Amerike takoj prvi dvigne roko, to share, deliti. In njegov obraz, tak lep, sijoč, me je takoj navdušen, me je prepričal, ta fant misli resno, da je to najbolj važna beseda. Deliti je najbolj važna beseda. In nas je prepričal vse, kako je razlagal v naši naloge je bila, da se učimo konverzacije, ampak ker smo imeli motivacijo za nekaj najbolj svetega, v kar smo najbolj verjeli, seveda smo se najbolj potrudili za konverzacijo. In sem malo tiho zavidal temu fantu, čeprav sem bil kaj, če bogoslovec, ta fant že ve, kaj je najbolj pomembno v življenju. Jaz sem mogel pa kar razmišljati, kaj je že zame najbolj pomembna beseda, kaj je za vas, če to vas vprašam, za vas eno besedo, najbolj pomembna za vas osebno, hitro. Ljubezen. Še kaj? Mir. Svoboda. Še kdo? Spoštovanje. Aha. Torej imamo besede, ne? Zaupanje. In še bi lahko naštevali, da veliko stvari, se ne gre samo za eno besedo, pa vendar. Imamo eno besedico, nekaj besed, ob katerih strnemo tisto naše temeljno prepričanje in izkušnjo življenja, kaj je zares vredno. Ta fant je imel takoj, ker pomeni, če to imamo, smo živi, se odzivamo, živimo z vrednotami tega svojih lastnih in gradimo življenje z vrednot. Še en stavek, ki mi je presenetil, tak pravi papež, tudi verujočim preti ta resnična in trajna nevarnost. Mnogi zapadejo vanjo in postanejo užaljeni, nezadovoljni, brez življenja. In to je mogoče tisto, kar preseneča ta naš papež, da ne govori o tistih tam zunaj cerkve, o onih tam, ampak kar naprej govori o nas. Oni tam so tam, seveda. Z onimi tam se grem pogovarjati kot prijatelj, sedim za mizo, imajo drugačna prepričana stališča, gledanja, poglede,
ampak o nas razmišlja, o kristjanih, o naši bolezni. Tako nekako kot ta mladenič iz odlomka, ki smo ga na začetku prteče tja k Jezusu, pada na kolena, kaj naj storim, da dosežem večno življenje? Kaj lepše? Bi lahko kaj bolj popolnega bilo, kot mi kristjani. Gremo k maši vsako nedeljo, smo aktivni v cerkvi, sodelujemo v občestvu, smo zavzeti, v avtu imamo nalepko, kako že gre, pa rožni venček visi tam ob ogledalcu, ne? A še kaj manjka? Otroci gredo k verouku, vse je, praznujemo, kot se spodobi. Ta mladenič, kljub vsemu, da vse zapovedi že izpolnjuje od mladosti, še vedno sprašuje, kaj naj naredim, kakor da ne verjame v to, kar dela. Zares verjamemo, da to, kar živimo kot krščanstvo, ima vrednost, ali vse to delamo počasih bolj zagrenjeni, kaj vse se mi moramo potruditi, drugi pa lahko uživajo na tem svetu, nas pa vse skupaj utesnjuje. Še vedno ta občutek, preveč pogostokrat. Papež pa pravi na koncu, poglejte, ta slog življenja ni izbira dostojnega in polnega življenja. In še pravi, Bog nam tega ne želi. Bog ne želi, da tako živimo. Poiščimo tiste razloge upanja in naj vsakdo začuti okrog nas in najprej mi sami, da to, kar živimo, ima tako veliko vrednost, nas hrani vsak dan in to je tisto polnost. Izbira polnega življenja. Papež še pravi, ni življenje v duhu, ki priteka iz srca ustalega Kristusa. Tako se mi zdi eno takšno veliko ogledalo in spraševanje nam samim. Papež govori o žalosti, pa lahko rečemo, kaj so to čustva, jeza, strah in tako naprej. Čustva na seminarju o inteligentnih čustvih se pogovarjamo o vsakem posebej. Temeljno sporočilo vedno znova pripovedujem je, čustva so informacije. Čustva nas informirajo, tako kot čuti potipamo, trdo, mehko, hladno, toplo, svetlo, temno, zeleno, rdeče in tako naprej, glasno, tiho. Tako čustva so neke čustvene tipalke, ki potipajo prijetno, neprijetno, varno, ni varno in tako naprej in tako naprej. In govorimo o pozitivnih in negativnih čustvih. Rečemo, strah je kakšno čustvo? Negativno, grozno, ne? Kaj ti je strah? Meni je bilo malo strah, ko sem prišel sem. Malo treme zmeraj, ne? Pred nastopom. Ampak, če gremo v gozd, tam šumi, medved prihaja, strah nas popade in zbežimo in rešimo življenje, strah, pozitivno ali negativno čustvo. Hvala Bogu, da je bil strah, ker je aktiviral ves adrenalin, ki je v meni, da sem pobrisal karkoli se je dalo hitro. Imenitno, da je strah, a ne? Smo strinjali. Ko sem zares ogrožen, je prav, da me je strah, da aktiviram moje energije, da nekaj ukrenem, da se zavarujem. Kajti, ko je ogroženost resnična, moram nekaj narediti, da se zavarujem. Grem v gozd. Tam nekaj šumi in jo odsvrem domov, ves upehan, pripovedujem nekaj lomastlo in potem pravi, kako že tista pesem iz Čitanke, seveda, medved bil je kaj? Dolgouhi in rjavi, ki se mu tudi zajec pravi. Znamo vsi na pamet, ne? Strah, koristen ali nekoristen? V tem primeru. Zelo nekoristen, ne? Pokora. Kolikokrat nas je strah in iz tega delamo paniko, tam, kjer ni potrebno. Nisem ogrožen, obnašam pa se, kakor da sem ogrožen. In tukaj je bistvo, da ločimo pri čustvih ta dva nivoja. So čustva, ko potipajo prav. Izgubim drago osebo in jokam in je prav, da jokam, ker nekdo, ki mi je bil drag, sem ga izgubil. Izgubljam privilegije, kaj vse bi še moral imeti in jokam, zato ker več je zadrževal, pa
pravzaprav niti naraven nekoristen jok. Samoljubna žalost, bi lahko rekli, s papežem. Krivda. Če sem ukradel 100 evrov in se ne čutim krivga, je nekaj zelo narobe z menoj in ljudje, ki bodo ob meni živeli, jim ne bo prijetno. Se najbrž vsi strinjamo. Kralj je povsod, rečemo, nihče nič ne. Grozna družba, če to dovolimo. Če pa čutim, da je narobe in vest grize in grize in grize in grize, bo prišel dan, ko rečem, tole moram dati nazaj, kar je prav. To je pravi občutek. In je prav, da imam občutek krivde in da naredim nekaj in ne pustim, da se stvari kar tako. Ni prav, da sem ukradel, ampak kako pomembno je, da imam korekcijo mojega vedenja. Če pa da se čutim krivga za stvari, ki jih nisem storil, pa kar naprej se obtožujem za stvari, ki jih jaz nisem kriv, je pa spet grozno. Je pa tako kot tisti strah tam v gozdu, ko ni nobene nevarnosti, jaz se pa obnašam kakor, da je medved. Lovim krivde, za kar nisem kriv. Tako pomembno. Samoljubna žalost, kakšen občutek je ta, bomo rekli, tudi ta je tak, najbrž tiste pokvarjene tipalke, čustvene tipalke, ki ne tipajo prav ta svet okrog sebe, okrog mene. Če bi prav čutili, če bi čutili prav, bi nam bili blizu ubogi, bi zaznavali, bi jim znali pomagati. Sočutje vodi v odločitev, da delimo, kar imamo, da delimo, smo veseli, srce postane hvaležno, ker se zavzamemo, da smo zelo privilegirani, ker imamo in lahko delimo. Ubogi nam omogočajo doživeti posebno radost. In zato jim bodimo hvaležni. Nismo mi velikodušni, ampak nekdo nam je omogočil, da lahko doživim radost delitve. Če do tega ne pridem, je nekaj narobe z mojimi občutki in z mojimi doživljanji. In papež pravi, ni toliko stvar konceptov, teoloških debat, ampak je teh notranjih čutenj, kako čutimo in doživljamo sebe, ljudi okrog sebe in, kot smo rekli, Boga. Vsa pozornost je pogosto, prepogosto na tem, česar ni in česar nimamo, in to je zares žalostno. Ko sem tole pripravljal, sem se spomnil mislim, enih prvih duhovnih vaj, ki sem jih vodil čisto samostojno, mislim, da sem bil takrat še bogoslovec. In smo bili, mislim, da na Sveti gori in smo imeli tam na skupinco, ni bilo tako velika. Imeli meditacijo, prišli nazaj, se pogovarjali, kako gre, kako ne gre in veseli, če je šlo, seveda v meditaciji, odkriješ nekaj in ti je veselje, prideš drugič, ja nič, pa nič in poklapani hodili tam okrog, ker pač nič se ni zgodilo v meditaciji, poznate najbrž to, ne? Tisti, ki hodite na duhovne vaje, pa berete sami svetopismo. Včasih te nagovori, drugič pa prazno in odložiš, ker nič ne pove. Pa je bil tam en vrt in tam zunaj solata. Seko, no, tukaj smo zdaj, imamo dve možnosti. Gledamo tisto solato spodaj, ki smo jo posejali nekaj nazaj, in na eni gredi je tukaj pa tam kakšna solata, nekdo, ki je to sadil, gleda ven, gleda in prične solata poganjati. Pa pravi, kar nekaj solata, ne, bil sem navdušen, ker je nekaj zraslo. Sosedov vrt in gredica, polna solata, da skoraj gor ne more stati, ampak tam so pa še luknje. In tista soseda gleda prav grozno, zakaj pa tam ni zraslo? Zakaj pa tam nič ne poganja, ne? In se ukvarja ves čas tistim, česar ni. Za prispodobo. Mogoče je to tako malo. Ampak, če opazujemo sami sebe vsak dan, vsak večer, ali vsako jutro, ko pridemo v službo, o čem pripovedujemo, kaj smo videli po poti? Jutranjo svetlobo, sonček, obraze ljudi, ali smo videli tam smeti, kante, gost promet, smog, grozno smrdi vse povsod in imamo samo o tem za pripovedovati. Kaj vidimo? Na kaj se odzovemo? Kaj opazujemo? Kakšne so naše tipalke? Še bi lahko poslušali našo nasvet
in težke preizkušnje. Ta uvod, ki je že skoraj celo predavanje nastalo, kako zaznavamo svet? Gremo okrog in rečemo, gledamo, poslušamo poročilo vsak dan. Se spomnim našega patra Janka Koncilija, posluša televizijo in gleda, vi pa vsak večer gledate televizijo. Prav, ja, potem vem, zakaj moram moliti. To je smisel gledanja televizije, pa poročil, ne pa zakaj vse se moram jeziti. Ne? Kako gledamo ta svet? Grozen je. Oče vrže deklico iz 9. nadstropja. Tam mamila, tam bolezen, danes sem bil v bolnici. Rak čez noč, gospa že nezavedna, še komaj v stiku s hčerko, ki tam se več ne odzove. Je dan maziljenje, odpre oči, se nasmeji. Tak lep trenutek, droben, majhen, še majčken, tukaj je še in še se odziva. Koliko težkih izkušenj, družine in kako ne verjamemo več v zakon, bi lahko razmišljali. Tukaj v predavanju sem potem napisal vse, ampak to sem rekel, to, če bo kdaj kdo bral, mogoče. Vse to, kar je težkih izkušenj, je delo zla, nas uči Svetopismo. Kako se srečujemo z vsem tem? To je bolj pomembno. Papež pravi, gleda vse to, in tukaj seveda bi lahko razmišljali še in še, kako bomo na to se odzvali? Kakšna je ta naša cerkev? Sta dve poti, Psalm 1, Sveti Pavel, dve poti, meso in duh, sta si čisto nasprotne. Danes in vedno velja, ubogi so prvi naslovljenci evangelija. Neločljiva povezanost obstaja med našo vero in ubogimi. Ubogih nikar ne pustimo samih. Tak velik krik. Kdo pa so ti ubogi? Kakšna je cerkev, če ne zaznava stiske človeka? Veliko raje, stavek, ki mi je bil tako všeč, imam cerkev, ki je obtolčena, ranjena, zamazana, ker je šla ven na ulico, na ceste, kakor pa bolno cerkev, sourejeno, ki se zaradi svoje zaprtosti in lagodnosti uklepa varnih, lastne varnosti. Ne maram cerkve, ki skrbi za to, da bi bila v središču in se končno zaplete v kup morečih skrbi in sporov znotraj sebe. To papež o cerkvi spet govori o nas, ne o njih tam zunaj. In z tega vidika tako pomembno. Rečemo, v kakšni cerkvi bi radi živeli? Cerkev smo mi vsi. Je papež, pa smo mi vsi. Človek, ki posluša okrog sebe, bo zaznal in bo prav odreagiral. Poleti smo imeli simpozij, posvet za učitelje iz Evrope in smo si tudi ogledali tisti droben, kratek film Rupnikov o njegovem mozaičarstvu, Centraleti, in tam znotraj tudi droben delček posnetek iz Fatime. Dolga procesija ljudi v tegobah, stiskah, brez nog, ki počasi romajo tja proti Mariji. Sem se spomnil, ko sem to gledal papeža, ko je bil lansko leto z mladimi v Braziliji, v Preside, in pravi, tukaj smo bili škofi Latinske Amerike in smo gledali vsak dan romarje, ki so šli k Mariji. Mi smo prišli kot teologi, da bomo nekaj učenega v cerkvi napisali, kaj cerkev bo, kako se bomo zavzeli za to in za ono. In vsako jutro gledamo in vsak dan te romarje prihajajo množice. Pravi, čez nekaj časa, ko smo jih gledali, so se nas dotaknili. To je vera, ki je tista žareča, trdna. Ta vera upa na Božjo pomoč zares. Mi smo že profesionalci. In pravi, ko smo jih gledali, smo začeli pisati drugače dokument. In me je tako nagovorilo, to je nekaj, kar ni več samo teološko, ampak nekaj, kar zres živi in žari. In če so se škofje pustili nagovoriti vernikom, ki so s tega romali, se rekel, mogoče je to tisto, kar rabimo vsi pravzaprav. Ne navduši nas pridiga vsaka, ampak ena stara mama, ki moli vsak dan, pa jih gledamo, pa se nam zdi tisto žebranje neumno,
čez leta pa rečemo, se res, kolikih stvari sem bil obvarovan, ker je nekdo molil zame vsak dan. In potem rečemo, to je vera. Pozabimo na vse teološke izraze in knjige, ki smo jih brali, ampak človek, ki je živel vero, nas je nagovoril in prižgal lučko naše osebne vere. Še en izraz, ki mi je bil tak provokativen, kakor papež provocira nas v cerkvi kar naprej. Ni čudno, da smo včasih malo začudeni. Potujoča cerkev je cerkev z odprtimi vrati. Cerkev naj ne bo carinska postaja. Papež za cerkev, ne? Cerkev naj ne bo carinska postaja, ker pregledamo, kdo je pravi, pa kdo ni pravi in mora pokazati potne liste naprej, če ne pa ne počaka zunaj. Ampak očetova hiša, v kateri je prostor za vsakega z njegovimi težavami, težavnim življenjem. Ne samo cerkev fizično je bile odprte. Pri Svetem Jožefu, ko sem prišel, sem rekel, bomo imeli odprto cerkev, pa če vse pokradijo. Sicer tam še nič ne za okrast, na srečo. Ne vem, kako če bilo res kaj noter, kako bi se obnašal, ampak sem rekel, tolikokrat, ko sem šel po svetu, kamorkoli, sem prišel pred cerkev, zaklenjena vrata, zaklenjena vrata, zaklenjena vrata. Zakaj imamo te naše cerkve? Za Božjo voljo. Zakaj jih imamo? Zato, da jih varovamo kot muzej, za tisto urico, da bo odprta. Ampak, pravi papež, to ni problem najhujši. Bolj je to, da zapiramo vrata zakramentov. Ne krstimo več, ne podeljujemo, ne sedimo več v spovednici, ne damo odveze, ne povabimo k zakramentom. Bolniškega maziljenja več ne podeljujemo. Evharistije ne damo. Prav to je pa hudo. Odpreti milosti sodobnemu človeku. Kje pa se bo nahranil, če mu mi ne bomo dali te hrane, ki je Božja hrana? Mi je izzval in se moram zamisliti, če sem dovolj velikodušen in dajem in se potrudim, da pridejo zakramenti do ljudi. Tukaj sem vključil, ampak tukaj nisem mislil nocoj o temeljnih navodilih, ki ga Bog da ljudem za uporabo zemlje. Kako so že temeljna navodila za uporabo zemlje, kako jim rečemo? Kdo pomaga? 10 Božjih zapovedi. Ne ubijaj, ne nečistuj, ne kradi, ne pričaj po krivem. Preproste stvari, nekaj je treba ne, nekaj je treba ja. Ampak, če bomo spoštovali odnos do življenja, odnos do človeške osebe, do intime, odnos do lastnine, odnos do resnice. To so temeljna vprašanja, vse zakonodaje stoji na teh ključnih temeljnih vprašanjih. Če bomo to urejeno, bomo znali živeti prav. In v evangeliju, ki smo ga brali na začetku, Jezus pravi prav to. Saj pozna zapovedi in jih našteje. In pravi, vse to sem že spoštoval. Za zaključek še eno misel, ki sem jo hotel dati. Imamo še kaj časa? Je čisto minilo. En podaljšek, 1 minuto, 2 minuti. Velikodušna. Kaj naj storimo, kako naj živimo na tem našem planetu? Predstavljam si včasih, kdo je kristjan, kaj pomeni ta misionarski izziv, ne bomo šli v misijone, ampak mogoče mnogo bolj preprosto. Živimo in gojimo sodobno vas. Sodobna vas ni hiše, ki so skupaj. Sodobna vas so stezice. Lahko sem v bloku, v 16. nadstropju, vsak dan grem dol, pa v trgovino, pa po časopis, pa v vrtec, če so otroci, pa v šolo, pa v službo, pa nazaj po isti poti. Pa drug dan, pa spet naslednji dan, pa spet naslednji dan. Vsak teden nekaj stezic do staršev, do tega, do onega, do tretjega, k maši in nazaj, vedno iste poti. Vsak mesec še nekaj dodatnih poti, ki jih naredimo. Če pogledamo svoje poti, vsakodnevne, tedenske, mesečne, pa rečemo, to je moja vas. V tej vasi srečujem ljudi, kupim časopis, sladkor v trgovini, to je ono in tretje, grem na pošto, grem v banko. Tam so obrazi,
So te samo funkcionarji, trgovci, bankiri, to in oni, ki jih pač rabim, zdravniki, učitelji, ali pa so to ljudje s faco, zgodbo, s hrepenenjem. Ker se včasih pomodim, pa me zanima, kako pa ste, gospa, kako pa ste, kako pa razmišljate, kako vam pa gre, ker se zanimam, ker vidim te ljudi, ker so tam kot ljudje, ne kot funkcionarji, ne kot vloge. Potem bo prišel trenutek, kjer si lahko izmenjamo nekaj, kar je za nas zelo dragoceno. Tole bolj slabo dela, če prav razumem. Če kaj sliši? Bolj malo bo. Ta vas, ti ljudje, ki jih srečujem, so moji bližnji. Za njih lahko molim vsak dan. Njih vidim v stiski in v potrebi. Fant je zašel v narkomanijo, tam je bila bolezen, sem prišel nasproti. Nekaj sem naredil, dal roko. Mogoče bom lahko delil razlog upanja. Odkje imam ta nagib, da živim moje življenje tako kot ga? In lahko pride potem seveda do kateheze, razložim nauk, povem o Jezusu Kristusu. Lahko jih potem povabim v skupnost, da prejmejo sakramente. Še vsakdo od nas naredi najprej rentgen, posnetek svoje vasi. Če znotraj te vasi opazimo 5 oseb, katerim bi radi bili malo bližje, bi jih radi malo bolj spoznali, če bomo za njih molili vsak dan, čez nekaj mesecev bo prišel trenutek, ko bomo lahko razdelili nekaj bolj globokega. Čez 1 leto, čez 2, mogoče od njih bo krščen. Sem prepričan. Zakaj? Zato, ker smo se srečali. Zato, ker smo si povedali nekaj zelo osebnega, mojega, in to nagovori duša. Če ta človek to potrebuje, mogoče že ima odgovore, mogoče se imam jaz kaj od njega za naučiti. In ker sem stopil v osebni odnos, me bo bogatil svojo vero, s svojimi prepričanji, s svojimi stališči, s svojimi držami, ker so bogate razmišljanja. Ampak prišel sem blizu. Kako bogata je naša vas? In če vsak od nas evangelizira, skrbi za bogatstvo odnosov v tej vasi, potem bo manj težav z vzgojo, bo manj težav z osamljenostjo, bo manj težav z zaprtostjo, potem je prostor za veselje, za evangelij. Papeža nekako razumem v tej luči, da bi vsak od nas skrbel za to vas. In še zadnja misel, da seveda ne gre vse, da smo samo tukaj in zdaj, da si bi delili življenje, ampak da tukaj smo na romanju v tisto našo večno domovino. Tam zgoraj, ko smo zdaj v 1. novembru šli, 2. novembru na grobove, smo se zazreli v to občestvo svetih, kjer so tudi pokojni. Pokojni niso pokojni, so živi. Kako živeti občestvo svetih? Se mi zdi, da je ena od stvari, ki jih moramo mnogo bolj obuditi. Da smo povezani z našimi rajnimi preko molitve, preko daritev maš, tista notranja vez, tisti notranji pogovor, kajti toliko nam lahko pomagajo od tam zgoraj. To je pa tista druga vas, ki lahko gojimo, ta vas, ta občestvo svetih. Če se tega zavedamo, bomo od zgoraj prejemali neskončno milosti in te naše vasti tukaj na zemlji bodo bolj lepe, bolj svetle, bolj polne. Hvala.